Gospod Vučko, po nekajurnem sestanku DVK-ja, kaj ste sklenili glede glasovanja za ljudi, ki bodo takrat morda v karanteni ali izolaciji? Dokončnih odločitev še ni. Na podlagi izhodišč za razpravo, ki jih je pripravila služba DVK, so člani Državne volilne komisije razpravljali o možnih rešitvah te situacije, katere oblike glasovanja pravzaprav so možne v okviru zakona. Dogovorjeno je tudi bilo, da se v naslednjem tednu srečamo s predstavniki NIJZ-ja, Ministrstva za zdravje in pa svetovalne strokovne komisije, kjer si bomo izmenjali določene vprašanja, predvsem pa od njih pričakujemo določene odgovore. Kot je bilo pa razbrati, so pa tukaj nakazuje nekaj rešitev. To se pravi glasovanje po pošti, glasovanje na domu v določenih pogojih, ni še dokončno odločitev še enkrat, in pa ena možna rešitev, kjer bi pa seveda za to rešitev potrebovali tudi izjemo v odloku vlade, to pa je, da bi se na dan volitev podaljšalo glasovanje za 1-2 uri, vendar samo za volilce, ki so v karanteni, ampak v izolaciji. Govorim o možnih rešitvah in ne odločitvah. Gospod Vučko, ali bi lahko bilo vprašanje legitimnosti oziroma legalnosti prihodnjih volitev kakorkoli ogroženo zaradi situacije s COVID-om, tudi v luči teh pogovorov, ki ste jih pravkar imeli na DVK? To vprašanje, seveda tega jaz nisem pristojen, moramo pa nekaj biti zelo realni. Mi se pogovarjamo o teh zadevah, ko je epidemija na vrhu ali pa še ni dosegla. Tako, kar jaz razberem iz javnosti. Za te ocene bo treba počakati. Dejstvo pa je, da bo Državna volilna komisija naredila vse, kar je v njeni moči, da bomo čim več volilcem omogočili glasovanje, in to je to. Zdaj, o vprašanje legitimnosti, seveda, govorimo o nečem drugem. Legitimnost je odvisna tudi od volilne udeležbe. Se pravi, mi se lahko pogovarjamo o legitimnosti tudi v drugih primerih, ampak jaz mislim, da če bomo uspeli najti skupaj s tistimi drugimi deležniki neke rešitve, ki bo čim več ljudem omogočil glasovanje, potem se niti ne bojimo. Povejte mi, naslednji teden ste rekli, da imate sestanek, bo prisotno tudi Ministrstvo za javno upravo? Ministrstvo za javno upravo na tem sestanku, dobro vprašanje, ampak če ste bila na seji, je bil sklep točno določen, bom pa predlagal predsedniku, da predstavnika Ministrstva za javno upravo povabimo, ampak veste, Ministrstvo za javno upravo je tisto ministrstvo, ki je pristojno za volilno zakonodajo, in seveda tudi v tej smeri bo še debata tekla, kaj lahko, če, kaj in če sploh, lahko Državna volilna komisija komu podaja. Mi smo se danes gibali v okviru veljavnega obstoječega zakona. Tako. Ravno to sem vas hotel vprašati. Kakšna pa je sploh možnost, glede na to, koliko časa je še ostalo do volitev? Ne komentiram, to ni vprašanje za Državno volilno komisijo. Državna volilna komisija je organ, ki je dolžna skrbeti, da se odlok predsednika o razpisu izvede in pri tem upošteva določbe zakona in skrbi za zakonito in pošteno izvedbo volitev. Ampak za katere stvari spremembe pri glasovanju bi bila potrebna sprememba zakona? To je moje vprašanje. Še enkrat, o tem Državna volilna komisija danes ni odločala. Ampak tisto, kar ste prej našteli, zato sprememba zakona ni potrebna. Za te variante sprememba zakona o volitvah v Državni zbor. Če govorite o tem, da bi podaljševali čas glasovanja, potem obstaja pravna podlaga, seveda s primerno in razumno utemeljitvijo, da zaradi izrednih razmer, zaradi epidemioloških razmer, zaradi dejstva, da bo dokaj veliko število, kakšno ne vemo, ljudi v karanteni izolaciji, obstaja možnost zakonska, da se volišče začne glasovanje prej in kasneje, vendar je zakon omejil ne prej ob 4 zjutraj, tega najbrž ne bomo uporabili, in do 23. ure. Tukaj pa je nekaj manevrskega prostora, če vemo, da se običajno volišče odprejo od 7 in zaprejo ob 19. uri.